26. junija 1949 so ustanovili muzej oziroma odprli vrata muzeja, ki so mu izbrali ime sicer že 2. marca istega leta, Posavski muzej, prva taka regijska ustanova na tem koncu Slovenije. Trudimo se čim bolj izvajati svojo javno službo, se pravi na tem področju, in pa seveda izkoristiti ta naš grad, ki je res krasna lokacija za različne aktivnosti, kjer se iz te preteklosti učimo za boljšo prihodnost, radi rečemo. Letošnji dan muzeja pa je posvečen našim donatorjem. Muzejski donatorji, dali smo jim naziv sedaj ožilje muzeja, ker dejansko res lepo delamo z njimi zadnjih nekaj let, se tudi že prej, ampak vseeno, da skupaj nastajajo te zbirke, da nastajajo tudi skupne razstave, in letošnja je posvečena njim, nekaj smo dodali na stalne razstave, nekaj je novega, smo pa tudi upozorili, kako lahko muzej prispeva k trajnostnemu razvoju oziroma k ciljem Agende 2030, kar pa je tudi zelo pomembno, ta naša vpetost v družbo in sodelovanje z različnimi, kar nas pelje naprimer proti naslednji obletnici, ki bo spet recimo okrogla 80 let. Mi smo aktivni, se pravi, mi skušamo tam na leto približno poprečno 23 različnih razstav, ene 4 so večje, potem pa manjše, kjer v bistvu so gostovanja, dajemo prostor tudi drugim, ali pa recimo z neko manjšo vitrino opozorimo na neko pomembno zgodbo, na obletnice, na nekaj, kar se pač dogaja v svetu in pri nas. Potem imamo več kot tam okoli 250 dogodkov vsako leto raznih vrst, nekaj naših, polovica približno naših, polovica približno zunanjih, kjer gre v glavnem za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, s tistimi, ki si želijo recimo nastopati v naše Viteški ali pa na dvorišču, in pa tam zdaj nekje, če pustimo ta koronska leta, se naši obiskovalci, tam okrog 35.000 letno, nekje se tukaj vrti, manj več. Med korono seveda je pa to bilo polovico manj nekje. Ampak smo kar hitro prišli nazaj, letos si pa sploh obetamo lepo leto, jaz verjamem, da bo turistična sezona dobra in da se bo to tudi pri nas poznalo. Od leta 2022 se upravljamo z vodovodnim stolpom in centrom za obiskovalce. To je ena taka velika pridobitev, tudi zato, da pač je vse pokombinirano, da ljudje se sprehajajo po našem mestnem jedru. Ta zgodba o vodi je pa tudi izjemno pomembna. Smo člani svetovne mreže vodnih muzejev, ki jo podpira UNESCO, in skušamo seveda tudi naše delovanje širiti po vsem Posavju, tako da ni samo Banova domačija ena izmed tistih, kjer sodelujemo, ampak tudi skupnostna zbirka v Črneči vasi, brijevsko-frizerski salon Krojc v Sevnici, zelo dobro sodelujemo z našimi kolegi v Krškem, v Kostanjevici na Krki, recimo lansko leto zaznamoval ta velik projekt čezmejni, tudi 450 let kmečkega upora, tako da čim bolj tudi izven. Naša hiša je sicer tukaj, ampak Posavski muzej pa res je posavski. Prelomnica mogoče je bila prva v 80. letih, ko je tudi celoten grad postal nekako del muzeja, ko so se izselili tudi prebivalci, kar je nekje zagotovo dobro, da si ne delimo prostora s kom drugim. Prostorsko tudi potem ta žalostna zgodba z vinom Brežice, ta ni tako vesela na nek način, ampak to je se tiče kar se prostora. Drugače pa v 80. letih moram reči, da je bil kar velik posluh za razvoj muzejev, okrepila se je naša zaposlitvena struktura, dobili smo kustose, potem pa to si želimo tudi zdaj. Jaz mislim, da smo na neki prelomnici, ko je treba okrepiti tudi našo javno službo. Mi zelo krepimo našo drugo službo, ker res dobro delamo projekte in z obiskovalci, ampak je prav, da bi tudi dobili več strokovnega kadra kustosov, ker je območje veliko, potrebe so. Jaz mislim, da vsi veste, koliko se dogaja na tem področju dediščine in je res težko biti odziven, raziskovati vse to in dobro delati na teh področjih, ki so nam zaupana. Pridobitve so zelo krasne, kar se tiče, da smo dobili novo streho, večinoma, da smo dobili tudi ta paviljon na dvorišču, ki nam omogoča res delo v vsakih vremenskih razmerah, kar se zelo dobro vidi v današnjem času, ko je skozi
tako, kako bi rekli, nestabilno vreme. To, da smo dobili vodovodni stolp, upravljanje je tudi zelo pomembno. Želimo si urediti pritličje, želimo si zamenjati energent, da bomo malo bolj varčni, ker smo še vedno zelo predpotopni, jaz temu rečem. In pa seveda, jaz bi zelo rada, da se še ukrepimo kadrovsko, ker smo res čez poletje vsak dan odprti in je to včasih kar naporno. Sicer sodelujemo študenti, ampak stalni delavec je stalni delavec, tako da je to izjemnega pomena. On je povezan s Posavjem zaradi tega, ker je iz Zdol doma. Na Zdolah je bil rojen in tle imamo recimo ta pano meščanske šole Krško in on je v bistvu tam obiskoval šolo. Se pravi, od leta 2021, ko smo praznovali 100. rojstni dan mojstra Ivačiča, je predstavljen ta del, se pravi ogromno fotografij, pa predvsem njegovi predmeti iz njegove osebne kuhinje. Ter iz RTV Slovenija smo dobili nekaj teh njegovih kuharskih oddaj, tako da si jih je približno za 2 uri si jih je možno ogledati. Vendar vse od leta 2021 nam je njegov sin Peter Ivačič doniral še vedno nove predmete, ki pa so nekako tudi potovali malce po Sloveniji še vmes. Sedaj pa smo predvsem te njegove poklicne in osebne predmete razstavili tukaj. Se pravi, njegov kuharski jopič je tam zložen, potem srajca, v kateri naj bi nastopal na novoletni oddaji, vezena srajca, ki so mu ga naredile, srajco so mu naredile 2 prijateljici v Radovljici. Tako da imamo tudi fotografijo, kako tej srajci kuha na pikniku oziroma peče na pikniku, karkoli je ustvarjal. Potem je možno videti tudi prvo izdajo kuharske knjige njegove, to je bila prava uspešnica pravzaprav. Še letos oziroma konec leta 2023 je v njegovi 100-letnici šla zadnja prenovljena izdaja. To pa je res nekaj posebnega. V bistvu jo je imel na vikendu v Vrsarju, ker vedno pravi njegov sin, da je najraje pripravljal rake in školjke in divjačino. Ampak na morju je zagotovo delal rake in školjke in so imeli pač napravo, s katero so delali testenine, še vedno deluje. Smo poskusili. Tako da tudi zbirka njegovih pip je, fotoaparat, ki mu ga naj bi podaril Josip Broz Tito, ker je velikokrat kuhal za njega. Kako rečemo, predmet številnih poizvedovanj, odkot prihaja, kaj je. Tako da smo nekako probali najti po naši inventarni knjigi, odkot naj bi ta prejšnji kamen. Ima pa pač reliefe Križanega, Svete Marjete in Svetega Florijana ter Brentarja s psom in s psom. Zdaj pa tam je v bistvu Florijan, da ko gledate, tukaj je Križani, tukaj je Brentar in tole je Sveta Marjeta. Tako da domnevamo, da je to eden izmed Atomsovih kamnov, da je prejšnjice, ki so imeli nekje na Libni, na področju ciljev trajnostnega razvoja, s tem se tudi mi že dolgo časa ukvarjamo, ampak zdaj smo to še malo bolj poudarili in smo dodali tudi pa take misli, take opomnike, kaj lahko naredimo, kaj kakšna stvar pomeni, tako da imate tudi recimo te znakce izbrane ali pa recimo samo kakšna navodila, kot je na steklu, delajte dobro, podpirajte izobraževanje, kaj še. In tudi smo prenovili, smo dali druge predmete, da je tako še lepše tukaj, kjer napovedujemo to razstavo žlico in čašo, se pravi, da je več različnih vrst čaš, kozarcev in tudi različnih vrst žlic, ker smo v tem času dobili tudi nekaj več
donacij. In to nas pelje potem v naš prostor pred Viteško dvorano. Ne? Mogoče se kdo spomni te naše slavne omare, ki je tukaj od leta 2016, ko smo odprli razstavo posvečeno vodi. No, zdaj smo pa zamenjali, ne? Zdaj smo jo pa naredili tako kot domačo kredenco, bi lahko rekli, kjer so bili te najlepši kosi stekla, tisti, ki v bistvu se večinoma, večini hiš sploh niso uporabljali, se še zdaj ne uporabljajo, ne? Mogoče kje. To je pa v bistvu iz nekaj, pač iz različnih koncev Posavja, nekaj je novih donacij, nekaj je že starejših, recimo ta srednja. Ta lep komplet je iz družine Šupe, ne, naš Robert Šupe, ki res je naš velik donator, je tudi ta lep komplet od mame podaril. Potem pa še družina Marjana Krošlja iz Brežic, to je bila ena družina, ki je bila z Zagrebom povezana in so v bistvu te določene stvari se vidi, ne, je ta teta dobila od svojih bratov pa sester, take bolj nobel, ampak nikoli uporabljeno. Ne. Pa potem še Rok, ki je pa moja žlahta, ne, od naše Botre, ne, od naše tete Fani, pa iz recimo ena druga zgodba njene gospe, ki je bila 64 let v župnišču in je imela tam tudi eno tako kredenco, kjer so bili pač te predmeti oziroma kozarci, ta rogaška kristal, mislim, da nikoli uporabljeni, ne, tako, zdaj se pa krasijo naš prostor pred Viteško, ker če bi v Viteški dovolili mi piti pa jesti, ne, da bi zagotovo morali biti tudi kakšni taki bolj fancy kozarci, ne, ampak tega ne dovolimo. Potem smo pa končno označili tudi to garnituro, ki je prišla iz družine Florjanič, Brežiške, to sta donirali že nekaj časa Tatjana in Mojca Florjanič, tako da na tem se seveda lahko sedi, ker je za to tudi bilo namenjeno, ne, sta prinesli enkrat, da imamo to pred Viteško. Zdaj, enim je to zelo všeč, zadnjič bi en gospod pa je rekel, da bi nam on prodal neke druge, bolj rokokojske, sem rekla, da pač nam ne bo. In pa ta ura, ki je tudi že od 2022, tudi donacija Roberta Šupeta za ta prostor, da veste vedno, koliko je ura, da boste točni na koncerte, ne. Tudi uporabljamo te nalepke, se povsod pojavljajo, ampak mi gremo pa zdaj v naslednji del, kjer je malo večji, ki je malo več povedano. Imamo pa pač teze različne, ne, iz teh ciljev 2030 so potem tudi različni podcilji, različne prošnje ali pa recimo neki klici k aktivnostim, ne, in smo tukaj dali prizadevati si za čista morja. Seveda nimamo morja, ampak smo ga včasih imeli, ne, smo imeli Panonsko morje, je pa seveda ta prizor ugrabitev Evrope tudi se dogaja na morju, tako da nekako se s tem spomnimo na to. Zdaj pa gremo kar gor. Potem pa imamo po celotni stalni razstavi kar nekaj takih tako imenovanih manjših intervencij, kot je recimo umestitev diplome Pevskemu zboru Sokolskega društva iz Svetega križa pri Kostanjevici, se pravi danes Podbočje. Gre za poščino Cirila Pisanskega, mogoče če kaj se bolj z matematiko ukvarjate, dr. Tomaž Pisanski je eden najpomembnejših slovenskih matematikov, tu zelo svetovno znan. No, on je zdaj ta naš donator in recimo ena taka, ki smo dopolnili s sokolskimi. Na tleh imate tudi take znakce, ne, muzejski donatorji ožilje muzeja, smo pa s tem znakom, ki ga oblikovala Darja Malarič, ki bi morala biti zraven, pa ne vem, kje je, še stiskarji dela, ja, vse je v redu. Ja, bomo se srečali. Smo pa da povsod opozarjamo, no. Zdaj gremo pa v ta centralni prostor. Še ena od teh intervencij, s katerimi želimo nekako predstaviti naše donatorje, je v tej niši noter, ki ji še majhne okrasitve manjkajo.
ampak načeloma smo želeli predstaviti dnevnik, ki je nastajal v prvih 10 dnevih v Sevnici, v prvih 10 dnevih druge svetovne vojne, se pravi od 6. do 16. aprila 1941 in pisala ga je takrat 19 let stara Lidija Jančič, kasneje poročena Motore, se pravi njen sin Ljubomir Motor iz Sevnice nam je podaril ta njen dnevnik in v bistvu je tako zelo zanimiv z tega vidika, ker ga je pisala pač mlada deklica in ni imela glih. Takrat je nehala potem. Tako da mogoče vabim nekoga, da se usede, pa ga lahko posluša. Intervencija v stalno razstavo druge svetovne vojne. Gre za dela Alenke Gerlovič, ki ne samo, da je bila slikarka, grafičarka, pedagoginja, ampak je bila tudi velika donatorka Posavskega muzeja Brežice. Od 70. let pa do svoje smrti 2010 je podarila muzeju več kot 1300 del. In tukaj na razstavi smo predstavili 5 teh del. Prav zaradi tega, ker je umeščena v obdobje druge svetovne vojne, smo za predstavitev izbrali dela, ki so nastala v tem obdobju. Torej gre za kombinacijo del, ki so nastala, ko je ona bila še kot aktivistka, ilegalka OF v sami Ljubljani in potem kasneje, ko je 44. v bistvu prebežala oziroma se umaknila v partizane in postala dejavna v grafičnem ateljeju Centralne tehnike. Tako da na tej mali razstavici izvemo nekaj stvari o samem njenem življenju. Hkrati pa želimo spodbuditi obiskovalca, da razmišlja tudi o samih okoliščinah nastanka partizanske umetnosti, o povezovanju umetnikov v tistem času, ker vidimo, da partizanska umetnost je v bistvu bila zelo pomemben vidik udejstvovanja, prebujanja in spreminjanja družbe. Hkrati so se pa umetniki tudi združevali. Tukaj imamo recimo eno fotografijo, ki je bila pripravljena ki je bila posneta na prvi razstavi Slovenskega umetniškega kluba, ki jo je pač organiziral, kjer vidimo glavne predstavnike slovenske umetnosti, recimo Božidarja Akca, ki je bil predsednik tega kluba. Hkrati imamo tudi citate, ob katerih prav tako lahko razmišljamo v bistvu o sami umetnosti tistega časa, pa tudi o političnih okoliščinah, v katerih je ta umetnost nastajala. Tako da nekako v 3 nivojih lahko doživljamo to razstavo. Tu se pa potem razstava nadaljuje skozi ta del muzeja, v bistvu na večjih mestih. Smo že pri obstoječih vsebinah, pri obstoječih nekih zgodbah, predmetih izpostavili stvari, ki so pa povezane z trajnostjo. Tako da smo skupaj za razstavo muzejskih donatorjev nekako tudi izpostavili vsebine trajnostnega razvoja skozi 17 ciljev, ki so jih določili v agendi 2030. In tule ravno ob tem panoju o 4 elementah in 4 tegobah se nekako skozi te naravne spremembe, v bistvu naravne katastrofe, naravne nesreče, posebej izpostavljamo to našo odgovornost posameznika kot družbo, da dejansko moramo stvari nekako spremeniti način življenja, da tako več ne gre naprej, da je v bistvu okoljske in družbene razmere so v svetu tako intenzivne, da z dosedanjim načinom življenja to ni možno. In ravno dejanja oziroma življenje naših prednikov, ki so živeli trajnostno, nam so navdih in ena taka spodbuda, in to je v bistvu namen teh opomnikov skozi muzej, da motivirajo, da spodbudijo, da razmišljamo, kako lahko mi sami prispevamo, ker če začneš pri sebi, je to prvi korak, je potem začetek neke večje zgodbe.
obiskovalno karto Save, ne? Prenovljeno, ker je tista bila že iz cefrana. To ni zdaj novo, ampak je pa veliko lepše, kot je pač bila. Ne? Tako. No, pa potem recimo pri žitu, ne, o tem lokalnem, bolje se prehranjujte, recimo, ne, vsake take. In pa malo bolj smo spostavili tudi Napoleonovega vojaka in čebele, to je eden tistih biserčkov, bi lahko rekli, našega muzeja, eden izmed redkih predmetov. Majčken je v slabšem stanju, ampak je pa toliko pomemben, da ga res ne umikamo, dokler ne bomo ga začeli restaurirati, kar bo upamo kmalu, ne. Do takrat pa je to en tak ikoničen predmet, ki nas čuva, ki spominja na to, da so bile ilirske province in v končni fazi Napoleon za naše ozemlje tudi na nek način pozitivna zgodba, ne. In so potem tudi vojaka upodobili kot čuvaja čebel. Če bi bila to negativna, zagotovo mislim, da ne bi dobil take velike vloge, ne, ker veste, da v Sloveniji pa so čebele, mislim, smo en izmed tistih držav, ki res cenimo čebele, ne, recimo, da jih, ne. Če ne pa drugo, pa smo slavni, ker je Anton Janša zaslužen za to, da bolje znamo delati. Mi smo pa tudi mi krasnih čebelarjev, no, tudi tukaj je, ne, nekaj, kaj lahko naredimo, seveda, in prispevamo k ciljem. Tako, gremo zdaj pa kar naprej. Pri maketi gradu vas spodbujamo, da živite boljše življenje. Za nekoga bi bilo to živeti v gradu, za nekoga pa je karkoli drugega, ne. Nič tukaj ne želimo reči, da je boljše življenje v gradu, ampak seveda opozarjamo na nek razmislek, ne, tudi o tem, kaj lahko naredimo, oziroma pri gradu je fino, ne. Nekomu bi to bilo to boljše življenje, drugo pa ne, ne. No, pa recimo pri gasilcih tudi, ne, ker so pač od požarnih bramb, ena najstarejših je bila tudi v Krškem, 1871, samo 2 leti po Metliški, ne, se pravi, da imamo res dolgo tradicijo gasilstva in da je to izjemno pomembna tema, ne. Tudi za naš muzej imamo res lepih predmetov, od te sablje, izjemno pomembnega gasilca, ustanovitelja te požarne brambe v Krškem, in potem tudi deželnega državnega poslanca Viljama Pfeifferja, taka velika pozitivna osebnost, ne. Dobro, to je pa sicer že od lani, ampak se lahko smo tle, se nič hudega. Ne? Ja, se bomo pa čakali. Jaz imam čas, vem pa, da, ampak v bistvu sej vidite, ne, zakaj smo vas peljali, zato ker je toliko specifično in ampak sej, otvoritev je eno, ne, drugo je pa potem, kako ljudje hodijo po tej razstavi in kaj lahko dopolnjujemo, ne. Pomembno je tudi, da stalna razstava ves čas dobiva še kakšne nove zgodbe. 2-3 so pa zdaj, no, ta Motore, Gerlovičeva, Ivačič, ne. Smo pa letos imeli tudi že pač neki vodstvo z Robertom Finkom, ki je naš donator tudi, ne. Z Robertom Šupetom 2-krat na leto v knjižnici sodelujemo. Mi smo tudi vodstvo z donatorjem, predvsem na tem področju, pa tehničnem področju, se pravi Francom Černeličem, ne. Se pravi, imamo različne, ne, raznolike donacije, tudi različnih obdobij, različnih tipov, živečih ali pa že pokojnih donatorjev. Tukaj recimo imata posebno mesto tudi naša pokojna sodelavka, doktorica Ivanka Počkar, ki je hodila na teren s temi čevlji, in naš žal pokojni sodelavec Slavko Dvoršak, ki je delal v tej opekarni, ki je že dolgo ni več, ne, ampak ohranil svoje
delavske hlače, bil je pa tudi po osnovi električar, tako da to si je izbral eno izmed teh pripomočkov. Recimo ta družina Krošelj, ki so bili pa tudi eni zelo znanih čevljarjev v Brežicah. Pa naprimer Frigel z prevoza, pa potem imamo tudi iz Jutranjke kakšnih predmetov. Letošnje leto jubilejno namenjamo donatorjem, ki so ožilje muzeja, tako smo jih poimenovali. Zase pa pravimo, da smo srce muzeja kot sodelavci, čeprav seveda sodelavci tudi širše gledamo, tudi mediji ste naši sodelavci, recimo, ne. In smo veseli, ker nam zaupajo to svojo dediščino, tako predmetno kot nepredmetno, se pravi, še bolj so te zgodbe. In v zadnjih letih tudi veliko takšnih, ki mogoče niso v nekem zgodovinopisju opisane kot slavne, ampak je pa pač vsak en delček naše zgodovine, naše dediščine. Zdaj, v naših področjih, ki jih imamo od arheologije, etnologije, umetnostne zgodovine, zgodovine, je arheologija recimo posebna, ker je pač tudi državno drugače določena. Za vsa druga obdobja pa seveda so donatorji izjemno pomembni, ker brez teh nekih podpornikov bi težko se širile naše zbirke. Sicer nekaj denarja vsako leto dobimo tudi za nakupe, odkupe, ampak veliko lepše je, ko se izpostavi sodelovanje in ko v bistvu predmeti dobijo en tak poseben prostor v muzeju. Ne moremo vedno vsega vzeti, ne, nismo skladišče, nismo odlagališče, ampak skupaj z temi družinami in posamezniki nekako sodelujemo, odbiramo, se odločamo, kaj bi pa bilo tisto, kar se ohranja tudi za naprej, kaj lahko že takoj postavimo na razstave, kaj pa mogoče mora tudi počakati, ker je seveda tudi veliko stvari, ki jih moramo urediti konzervatorsko, restauratorsko, to so pa lahko včasih dolgotrajni procesi. Ampak smo veseli te podpore, je pa muzej že tako nastajal, ne? Že leta 1939, ko je nastajal v Krškem, pa potem 1940, ko je bil prvi muzej za Posavje odprt v Krškem, je bila na prvi donaciji Frana Bonača, se pravi tega industrialca, ki je takrat prišel v Krško na Videm in je kupil celotno portretno zbirko družine Moškon iz Pišec na dražbi oziroma enem antikvariatu in to podaril muzeju. Tako da to je ena tista prva velika donacija, ki je ta muzej prejel in to je tudi posebej na ogled. Ampak ta razstava je že nekaj časa, nismo nič trenutno prenavljali. Ja, v lanskem letu smo vzpostavili posebej 15 oziroma ves čas to še dodajamo. Skušamo tudi s tem pokazati, da res delujemo na celotnem območju Posavja in spodbujati tiste, ki so mogoče bolj oddaljeni, ne, da nam zaupajo. Tako da letos pa izpostavljamo v bistvu 3 in sicer že pokojno Alenko Gerlovič, ki je res zapustila res čez 1000 predmetov, različnih od slik, grafik, osebnih predmetov, dokumentacije muzejev že leta 2010. Potem pa nadaljujemo dobro sodelovanje s Petrom Ivačičem, sinom našega velikega TV kuharskega mojstra Ivana Ivačiča, ki letos recimo je tudi ena taka obletnica, 40 let njegove smrti. In potem še Ljubo Motore, to pa je en tak biserček, bi lahko rekla, ker gre za dnevnik njegove mame začetka druge svetovne vojne. Par strani sicer, ampak res izjemna pripoved, ki smo jo dali tudi en tak kotiček za mir, smo mu rekli, ker si želimo res, da vojne predvsem opozarjajo na to, kako moramo poskrbeti, da bomo živeli v miru, kar je pa žal letos, pa vse ta zadnja leta še bolj aktualno, pa upamo, da smo na poti k večjemu miru. No, ta dnevnik je pripoved ene mlade deklice iz Sevnice, tako da res dragoceno, lahko ga poslušate, lahko berete, lahko samo sedite in nam pomagate pri tem, da bomo zagotovili mir. Vsak šteje, recimo, ne, tako želimo to našo zgodbo tudi skozi muzej pripovedovati.
Že nekaj časa se ukvarjamo tudi s tem, kako muzeji prispevamo k agendi 2030, se pravi k ciljem trajnostnega razvoja. Mi smo trajnostne ustanove že same po sebi, že to, da skrbimo, da dobro konzerviramo, da ohranjamo te predmete v dobrem stanju, je eden izmed principov trajnostnega razvoja. Včasih rečemo tudi, da v bistvu vsaka stavba, ki je bila že zgrajena, pa je dobro vzdrževana, je trajnostna, ne? Se pravi, naš grad ni še čisto trajnosten, ker ni v celoti ustrezno prenovljen, ampak ni pomembno. Se pravi, že te principi, pa potem principi, ki so lokalno, materiali iz našega okolja, ne, da čim manj škodujemo, to mi ves čas delamo, že dolgo recikliramo, tudi razstavno opremo, kar recimo v Evropi zdaj je tak trend, ne. Mi to delamo že vrsto let pri nas, ko pridete naokrog, zelo malo je novih stvari, vedno se najbolj potrudimo, da porabimo vse, kar smo že in nekje imeli. Se trudimo tudi pri recimo programih, poletna grajska dogodivščina je zelo tako naravnana, da otroci ustvarjajo iz dediščine, da spoznavajo stare tehnike, da delamo vse z recikliranih materialov recimo. No, potem pa seveda tudi to, kar na drugih področjih lahko naredimo, pa smo opozarjali z raznimi takimi pobudami k aktivnostem, k razmišljanju. Tako, malo smo iskrili po muzeju, da ravno niso preveč, da ne bi ljudje mislili, da to morajo, ampak da jih mogoče nagovorijo, ko raziskujejo naš muzej in se jih recimo kakšna stvar tudi zelo dobro prime in potem lahko naredimo kaj. Naš muzej ima tam nekje okrog 28,000 različnih predmetov, ki so se pač v teh letih nabrali. Velik delež, tretjina približno arheologije. Arheologija je seveda pač državni lasti in tudi, kar je skopano, je treba dati v pooblaščen muzej. Potem pa recimo umetnozgodovinska zbirka, ki je pač potem tudi neke vrste tretjina oziroma nekaj manj. Tukaj so stvari, ki so tudi prišle v tistih letih po vojni v muzej na različne načine, tudi iz Cerkva iz frančiškanskega samostana, se pravi ta delež, moramo priznati, da je delno tudi ta težavnostni, ne, bi lahko rekli, kjer se še niso stvari čisto odvile na področju premične dediščine in verjamem, da se bojo, ne, zdaj smo recimo spremljali v Slovenski Bistrici, ko so bile vrnjena dela in tapiserije družini Atems. Tukaj ne vemo, mi skrbimo za to dediščino dobro, kaj pa bo, ni samo v naših rokah, ne. Čeprav načeloma tisto, kar sodelujemo s frančiškani, župnijami, sej v bistvu vsi želijo, da je to dostopno, ne, sej tudi skrb za tako dediščino ni čisto enostavna. Potem recimo ta velika donacija Alenke Gerlovič na tem, nekaj donacij pri Franju Stiplušku, pa potem tam je tudi nekaj odkupov v zadnjih letih in pa etnološka pa zgodovinska dediščina, tukaj gre pa v glavnem za donacije. V glavnem gre za stvari, ki smo jih pridobili z sodelovanjem z ljudmi na terenu ali ob kakšnih zapuščinah ali ob kakšnih zgodbah, ko pač nagovarjamo na različne načine in potem ljudje tudi sami pridejo, ne. Ker ko vidijo recimo, ko pridejo, potem jih to nagovori, pa potem ki ponudijo, pa pogledamo, pa dobro sodelujemo. Kar me zelo veseli, da nastajajo tudi te skupnostne zbirke, kot je Banova domačija, kot je recimo Črneča vas, ker mi dejansko vsega ne moramo imeti. Je pa fino, da to tudi ostane in situ oziroma v tistih krajih, kjer je ta dediščina nastala, ne, pa tako kot je občina Sevnica celovito prenovila brilsko-frizerski salon, ne. Tam so bili tudi pogovori, da to mi vzamemo, ampak je res boljše, da je tam, ker je to na tistem mestu, tudi pač je to njihova identiteta, ne. Sej recimo brilsko-frizerski salon, tisti je krasen, če bi to imeli tle prikazano, bi to lep prikaz, ne, muzeološki, ampak fajn je, da je tam.